Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v 12. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj današnji gost pa je Jernej Vrtovec, prvi človek stranke NSI. Politik mlajše generacije, star je 40 let, primorec, tako kot Robert Golob, maratonec, nogometaš in oče 3 hčera. Prvi človek stranke je gospod Vrtovec postal pred nedavnim, to pa seveda ne pomeni, da mlad nima politične kilometrine. V zadnjih 20 letih se je zapisal v politiki, v zadnji vladi Janeza Janše v času covida je bil minister za infrastrukturo. Njegova proračunska mošnja je bila vse prej kot majhna, kot je sam nekoč dejal, je kot minister razpolagal z milijardo proračunskega denarja. Gospod Vrtovec, dober dan in dobrodošli. Dober dan želim. In lep pozdrav vam, vsem vašim gledalkam in gledalcem. Kako se počutite kot politik mlajše generacije v zdajšnji predvolilni areni, ujet med starejšimi in le malo mladimi? Moram reči, zelo dobro. Zdaj politiko že res zelo dolgo časa spremljam. Začel sem se aktivno ukvarjati s politiko že v podmladku Nove Slovenije. Bil sem predsednik tega podmladka, na to tiskovni predstavnik Nove Slovenije dolgo časa, ne? In od leta 2014 naprej poslanec državnega zbora, vmes še minister. In nekako, jaz bom rekel tako, politika kot kuhinja. Ne? Je zelo vroče, ampak tisti, ki dobro prenašamo vročino, to z lahkoto zmoremo. Ne? In lahko rečem, da tukaj ne igra nobene vloge. Koliko si star? Starost, ne? Nobene vloge ne igra, ampak igra pa zelo pomembno vlogo, igrajo izkušnje. In drugič, pomembna vloga je, kakšna ekipa je okrog tebe. In jaz lahko rečem, da imam izvrstno ekipo, tako starejših kot mlajših, ki mi dajo dodaten elan za premagovanje te vročine. Kako bi pa vi sebe opisali, če bi vas želeli primerjati z Robertom Golobom? Oba dva sta Primorca, vi ste sicer iz Vipave, do njegovih krajev je koliko? 25 kilometrov? Ja, recimo. Ja? Vi ne govorite tega G-ja oziroma H-ja. To je drugače. V čem je še razlika? Razlike je ogromno in se ne da niti primerjati. Dobro, on je starejši. Prvič razlike... 18 let je starejši od vas. Ja. In tudi sicer ima zdaj gospod Golob drugačno pričesko, vendar je bil prej lasat, vi pa to ravno niste. A veste, da jaz v mladosti sem imel tu dolge lase, tako nekje nad rameni. Nekoč bom objavil to fotografijo, bil sem nogometaš in kot nogometaš v 90 letih si moral imeti tako pričesko kot najstnik. Kot kempes, recimo. Ja, tako nekje. Ja. Seveda, razlik med mano pa Robertom Golobom ni samo v G-ju in H-ju, tudi jaz znam reči hvala Bogu, da je teh razlik več, zlasti na vsebini. In bom začel kar z gospodarstvom. Zdaj, jaz sem človek, ki razume obrtnike, podjetnike, malo gospodarstvo. Zakaj to razumete? Davki. Tudi zaradi tega, ker izhajamo iz obrtniške družine. Moja mama je bila podjetnica, obrtnica, oče je bil 25 let, skoraj do smrti, je bil espevc, zdaj to tradicijo v družini deluje moj brat. In lahko rečem, da jaz se spomnim sobot, tudi nedelj, kako je cela družina pomagala očetu ali pa mame, zaradi tega, da smo določeno stvar zaključili. Nisem bil rojen zlato žlico, ampak Ustik, sem bil ne srebrno, ampak smo bili vedno v družini pripravljeni delati na podeželju, garati in razumem duh sedanjega časa, ko obrtniki, podjetniki, tudi kmetje potrebujejo podporo tudi zaradi politike Roberta Goloba, ki jih ne razume. Je pa ena skupna točka med vama, če prav vem, oba dva ste zapisana recimo če gledamo na polpreteklo zgodovino, razumeta NOB kot nekaj takega, kar je veličastno dejanje v Sloveniji. Zdaj, nikoli nisem slišal prav Roberta Goloba okrog tega. Jaz lahko rečem pa zase, jaz izhajam, pa moji predniki so bili primorski tigrovci, tudi ustanovitelji gibanja Tiger, to je bila prva antifašistična organizacija v Evropi, v 20 letih prejšnjega stoletja, iz vasi Goče, izhajajo tudi moji predniki in takrat so fašisti na Primorskem govorili, da Gočem mala Jugoslavija.
In potem so pač, tudi moji predniki iz Tigra šli kot zavedni Primorci v partizane. Ne? To je bilo posebno logično. Nikoli pa niso bili revolucionarji, niti niso imeli nobenih koristi, zaradi tega, ker bi bili del tigrovskega gibanja, ne? Ali pa potem partizanskega odpora proti fašizmu, ampak prej žrtve, zaradi tega, ker so pač živeli svoje življenje in svoje načela še naprej in se niso uklonili pritiskom komunistične partije, naprimer. Ne vem, kakšno zgodbo ima tukaj Robert Golob, ampak jaz ne spoštujem revolucije kot nasilnega prevzema oblasti, s tem pa, da spoštujem tiste, ki so se borili kot recimo moji predniki od začetka naprej, ne, proti jarmu fašizma na Primorskem. Zdaj peva v politiko. Peva zdaj v politiko. Kakšnim rezultatom računate na državnozborskih molitvah marca v NSI-ju? In koliko verjamete danes še tem slovitim anketam? Jim sploh še kdo verjame? Kar se tiče rezultata Nove Slovenije, verjamemo, da s povezovanjem, ki ga zdaj delamo, ne, Slovensko ljudsko stranko, stranko Fokusom, Marka Lotriča, da bomo dosegli rezultat, ki bo ključen pri spremembi oblasti. Mi delamo in vlagamo vse napore, da dobimo razvojno koalicijo, ki bo pomenila prvič razvojni preboj države, uokvirila razumne davke, dala priložnost mladim, da se udejstvujejo in živijo, se razvijajo tukaj v Sloveniji. In ta razvojna koalicija je tisti potencial, okrog katerega se zelo trudim, in verjamem, da bo bil ta rezultat plod vseh teh prizadevanj in končen cilj sprememba oblasti. Mi si ne moramo privoščiti še enkrat vlade Roberta Goloba skupaj z Levico, kajti sicer bomo leta 2030 se zbudili v drugačni Sloveniji, mrzkašna ali pa še več podjetij se bo solilo, naprimer v tujino. Kar se pa tiče anket javnega mnenja, ankete se pač merijo, jaz jih redno spremljam, ne, že od nekdaj. Mnogokrat tudi grešijo, ne, ampak bolj kot bomo prihajali v ta klin volilne kampanje, proti koncu, bolj bojo skušali tudi natančno zmeriti, kakšna, se pravi, volilna napoved. So dobre za povohati, ni pa to tisti bistveno okus, ne. Kajti nazadnje tudi politika, volilne kampanje in odnos medijev, anket se je zelo spremenil. Ljudje spremljajo socialna omrežja, ljudje spremljajo neke druge stvari, kot je bilo to naprimer 10 let nazaj. In odločitev ljudi je popolnoma drugačna, ali pa postopek odločanja ljudi je popolnoma drugačen, kot je bil v preteklosti. Torej, najboljša anketa so volitve in jaz verjamem temu, kar bo na volitvah. Ne živimo več v času, ko bi bili merodajni, recimo RTV Slovenija, Pop TV, časopis Delo, Slovenske novice, ampak nekaj povsem drugega. Neki podcasti z analitiki, neka socialna omrežja. Danes je vse drugače. Vse je drugače in če pogledate dober podcast, recimo Nove Slovenije, ne, ki jih vodi bivša novinarka na RTV-u, naša PR-ovka, lahko rečem, da doseže včasih tudi gledanost Odmevov. Ne. Se pravi, danes je ena objava na Facebooku ali pa na socialnih omrežjih, če dobra objava preseže gledanost osrednje televizije, da ne govorimo o časopisih, ki izgubljajo naklado. Ne? Ja, res je. Ampak, ko govoriva o teh medijih, se morava tudi malo pogledati v ZDA in o anketah. Ne? Ankete so Kamali Harris kazale, da bo zmagala. Pa se je zgodilo v zadnjih dneh povsem drugače in na volitvah še toliko bolj. Ne? Ali lahko to situacijo v ZDA primerjamo z zdajšnjo v Sloveniji, glede anket? Jaz mislim, da se lahko zgodi kaj podobnega, pa ne vizavi anket, ne? Ampak da obstaja določena tiha večina in je obstajala tudi v Ameriki. Jaz v ameriško politiko in tudi takratno kampanjo sem zelo dobro spremljam še danes dogodke in dogajanja in lahko rečem, da se določeni vzorci prenašajo tudi v Evropo, tudi v Slovenijo, tega, ker obstaja tiha večina, ki se nikakor ne strinja s to woke ideologijo, ki prihaja prav iz Kalifornije, naprimer, ko je vse bolj bistveno kot pa to,
kako bi in kako bodo ljudje živeli. Ne? Ampak so bistvene najprej zelena ideologija, človekove pravice, migrantska politika, pozitivna seveda. In to mlade odganja, mladi tega ne govorijo na glas, ali pa srednja generacija, ampak vedno več mladih v bistvu potem to nasprotovanje tej levi woke ideologiji se odraža potem, da glasujejo na volitvah kontra. In so to močni protestni glasovi proti tem levim politikam. To se je pokazalo tudi morda na nedavnih 2 referendumih. Tako je. To je to. Ne? Zdaj lahko govorimo o tem in kupujemo razlage, ki so jih ankete pač merile prej, ampak pokazalo se je, da obstaja tiha večina in ta tiha večina bo glasovala proti ideologiji te vlade, ki je vedno bolj leva. Tukaj ne gre za isto levico, kot smo poznali 20 let, ali pa socialne demokrate, ampak gre za neko novo levico, ki v bistvu ni zazrta v prihodnost in kaj so bistvene potrebe časa in države. In bo ta tiha večina se zbudila, sem prepričan, tudi v Sloveniji in glasovala proti temu ekonomskemu, družbenemu, kulturnemu eksperimentiranju, ki se nam dogaja danes tudi v Sloveniji. Ko smo se že dotaknila Amerike, kako ocenjujete intervencijo Amerike in predsednika Trumpa v Venezueli? Ali ste za, ali ste proti? Kako bi jo opisali? Tukaj moram, da lahko govorim jaz 1 uro o tem. Jaz sem bil na enem dolgem izobraževanju v Združenih državah Amerike 2 leti nazaj. Potrebno je razumeti geopolitične razsežnosti, tudi vzpon Kitajske. Jaz vidim to intervencijo prvič kot dejanski boj proti narkokartelom. Zgodil se je intervencija proti nelegitimnemu predsedniku, ki dejansko nobena, tudi evropska država, ni priznala njega kot predsednika Venezuele. Drugo pa strateškega vidika gre za čiščenje dvorišča na zahodni polobli. Ali podpirate to intervencijo? Jaz to intervencijo tudi z vidika vrednot, ki jih živim, in sem pripadnik politike, ki ima zapisano svobodo z malo, ne svobodo, kot jo imamo mi v Sloveniji, zapisane demokratičnosti. Z tega vidika absolutno jaz to podpiram. Kajti poglejte, kaj si danes želijo Venezuelci, želijo si dobro živeti pod Madurom, ta država pa še prej pod Chavezom. In pod Chavezom, si to gre za eno in isto zgodbo, za nadaljevanje čavizma. In ta intervencija je bila potrebna zaradi tega, da se razbremeni te ljudi. Kaj pa mednarodni pravni red? Kako pa bi se tukaj NSI odzvala? Kako mislite mednarodni pravni red? NSI se je odzvala in to je rekla, da je pač pravilno, da ta intervencija bila blagodejna z ljudi, ki tam živijo, da je v bistvu v demokratičnem duhu. Kar se pa tiče mednarodnega pravnega reda, se dajmo zavedati, da nič več ni tako, kot je bilo v tem mednarodnem pravnem redu. Pa ne samo vizavi Amerike, se dogajajo podobne stvari tudi na drugih delih sveta, pa se mogoče o tem manj piše, kot pa če nekaj naredijo Združene države Amerike. Je pa pravzaprav tako malo kontradiktorno, pa tudi malo zabavno, kako naredijo sprevod Madura v New Yorku, ga peljejo na sodišče in to v mestu, kjer je nedavno zmagal zdajšnji župan. Demokratični socializem, pravi. Demokratični socializem, Dani. Je to pravzaprav neka ironija. Tam izvolijo levega, ampak niso za Madura ali so za Madura. Skratka, smešno je, zabavno je na nek način. Je smešno, čeprav geopolitične razmere pa geostrateške razmere dejansko niso smešne in mi ne živimo več v takšnem svetu, kot smo ga poznali 10 let nazaj. Niti ne v takšnem, kot smo ga poznali 5 let nazaj, vam pa moram povedati, da mene skrbi dejansko za Evropo pod takšnim ustrojem delovanja Evropske unije, kot ga poznamo danes, ki se nikakor ne znajde po zdajšnjih pogodbah v teh novih razmerah. In tukaj so izzivi, pa ne samo Slovenije, ampak Francija, Nemčija, izjemni. In ta trenutek, kot kaže, Evropska unija tem izzivom ni kos. In upam, da bo prišla čim prej streznitev in da
bomo lahko kot 500 milijonska, ne bom rekel nacija, ampak združenje narodov. Ne? Ali trg. Trg, ne, da bomo tem izzivom lahko. Se ne gre samo za trg, se gre tudi za vrednote in način življenja, ki jih moramo obraniti v Evropi, če želimo, ne, da bo tudi trg funkcioniral. Če sva že pri tem, bi postavil dokaj banalno vprašanje. Yeah. Pa vendar govoriva o politiki in tam je ogromno banalnih vprašanj. Ursula von der Leyen ali Orban? Koga ima raje gospod Vrtovec? Orbana ali Ursula von der Leyen? Moram reči, da noben ni moja skodelica čaja. Your cup of tea. Ja, noben izmed naštetih. Moram reči, da bi imel Evropsko unijo tudi drugače urejeno, ne? Da bi mogel biti ustroj drugačen. Določene stvari bi morale postati skupne. Lizbonska pogodba potrebuje spremembe. Absolutno, zlasti kar se tiče skupnega fiskalnega trga, to velja razmisliti, obrambna politika, skupna zunanja politika, diplomacija. Kajti sicer ne bomo mogli graditi v Evropi lastne suverenosti. Ne? In v določenih primerih ima absolutno Orban prav, sem pa proti načelom politike, ki jih on gradi zlasti na Madžarskem. Tega razumem včasih bez Evropske komisije nad tem, kar se počne na Madžarskem. Obrambna politika, ali so to skupek delovanja vojska v posameznih državah, ali ste za obvezni vojaški rok, ali ste za evropsko vojsko morda? Jaz sem za evropsko vojsko. Jaz sem za skupno obrambno politiko, skupen proračun tudi na tem delu, oziroma ja, posamezne države prispevajo, povečati moramo proračune v vojsko, kar se tiče tudi naborništva. Jaz sem naklonjen. Naklonjen ste obveznemu? Ta trenutek so izzivi drugačni, kot so bili pred 30 leti. Je pa to treba financirati, ne? Absolutno, ampak če ne moramo sfinancirati lastne varnosti, potem pa mi povejte, kaj smo se sposobni sfinancirati. Pa če ste za skupno evropsko vojsko, ali to pomeni, da ste tudi za to, da bi recimo mlad fant iz Vipave šel služiti vojaški rok, recimo v predmestje Štokholma? Zdaj tukaj govorimo lahko o skupnih dolžnostih, ne? Okay, zdaj smo dali primer vojske. Ne? Jaz mislim, da s pametnimi pogodbami in pametni narodi se dogovorijo, kako bi posamezno, naprimer, služenje vojaškega roka izgledalo. Zdaj lahko gre za kratkoročna naborništva, ne? Zdaj ne gre za obvezne služenja na drugih koncih Evrope. Ne? Gre za to, da ima skupna vojska ali pa skupna obrambna politika, ne? Bolje rečeno, z možnosti tudi večjih odvračevalnih ukrepov. Ne? Ejte, ta trenutek nihče Evrope ne jemlje resno, ker nima lastne vojske, ker nima skupne obrambne politike. Ne? Putin nas ne jemlje resno. Ne? In tukaj pač se na ta način je potrebno pokazati zobe. Še enkrat povem, ne? Zdaj, tisti, ki govorijo več masla, manj topov, to ne bo ustavilo agresije na neko drugo evropsko državo, če bo Putin lahko premagal Ukrajino. Ne? Ampak mi v Evropi zdaj razmišljamo o tem, da bi s proizvodnjo topov pravzaprav poskrbeli za več masla. Ja, to je rešitev, ne? Mislite? Brez topov ne bo tudi masla. Za Slovenijo. Lejte, brez topov ne bo miru in ne bo masla in tudi za Slovenijo enako velja. Čeprav se nam zdi, da smo varni, da smo v srču Evrope, ne, lepo pod Alpami se nam dobro godi, ampak a vi mislite, da so ta žarišča zelo oddaljena? Da je Ukrajina daleč? Ni. Kajti katera država bi bila tarča ruske agresije po Ukrajini? Bo to kakšna estonska država? Bo Poljska? Mogoče. Se pravi... Moldova? Tudi Moldova, ja. Mogoče. Zakaj pa ne? Če enkrat napadeš tako surovo suvereno državo in ne samo tisti del, ki si jo ti želiš imeti, samo Donetska oblast pa Lugansk, ampak greš na celo državo, potem vidiš, kakšen surov režim vlada, totalitarni režim vlada v Rusiji in je na to potrebno pač reagirati. Pa ne samo vizavi Rusiji, ampak tukaj imamo tudi zapleteno migrantsko situacijo. Imamo silne težave, na katere mora Evropska unija odgovoriti skupno varnostno politiko. Ja. Deva se preseliti še malo v Slovenijo. Gremo. In zdaj, recimo, preseliva se v april. Dela se, izračuni so tu, volitve so za nami, delajo se koalicije. NSI je v parlamentu in je lahko jeziček na tehnici oziroma celo več.
kot kažejo vaše ankete, pa tudi druge ankete, s kom bi šli v vlado? A bi šli z Janezom Janšo v vlado? Ali pa morda celo prej z Robertom Golobom? Namreč obstajajo analitiki, recimo temu, ali pa zgolj raznašalci takih in drugačnih informacij, ki pravijo, ja, se Vrtovec bi pa bil kar v redu z Golobom. Oba dva imata rada gradbeništvo. Zdaj, mi imamo izdelan gospodarski program. Ne? O tem bova se dotaknila. Se bomo potem vsebine dotaknili, ampak jaz ne moram iti v vlado z nekom, ki ima obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete za razredne sovražnike. Da ima za razredne sovražnike vse tiste, ki se z njegovo ideologijo, idejami ne strinjamo in smo ta trenutek kot palica v kolesju njihovega vsakdana. S takšnimi osebami jaz ne vidim sodelovanja. Ne? Torej z Robertom Golobom. Zelo težko, mislim, je to praktično nemogoče, pa ne rad izključujem ljudi, ne? Ali pa programov strank, oziroma ljudi ne izključujem pa programe, ki jih ljudje nosijo v politiko. In program razrednega sovraštva, kulturnega boja proti posameznim skupinam, kot smo jih videli v tej vladi, je meni tuj, zaradi tega s takšnimi programi ne morem sodelovati. Zaradi tega že zdaj napovedujem, ne? Nova Slovenija bo v fazi pogajanj, kdo bo mandatar nove desne sredine, bo pokazale volitve. To vam pa že zdaj povem. Prvi mandatar bo Janez Janša. V redu, ampak mi bomo imeli na mizi zelo jasne stvari. Ne? Najprej v prvih 100 dneh bo treba sprejeti davčne razbremenitve gospodarstva in ljudi. Tudi z novimi dohodninskimi lestvicami, novimi razporeditvami, z davčnimi pavšali. Koliko pa bi bila po vašem najvišja stopnja? Treba bo povrniti olajšava 7.500 evrov. Kaj pa stopnja? 50, 45, zdaj 50? Lejte, o tem se bomo seveda diskutirali, ampak bistveno je ta olajšava, da pridemo nazaj na tisto, kar je imela naša vlada v preteklosti in se potem postopno ta olajšava potem tudi dviguje. 50, ja, lahko se pogovarjamo tudi o 45. Ne? Seveda tukaj gre za koalicijo strank, ki se bomo okrog koalicije strank pogovarjali, bolj fiksirali stvari. Ampak sam koncept, moram pa reči, jaz sem bil že v vladi Janeza Janše in on recimo do obrtnikov, podjetnikov ni tako sovražno nastrojen, kot je pa recimo Robert Golob. In tukaj imamo mi, ne bom rekel, da izziv, ampak eno nalogo, da ta razvojna koalicija, ki se združuje okrog Nove Slovenije, bi večje število glasov in s tem čim večjo težo tudi v novi vladi, da bo lahko te ukrepe, ki smo jih pripravili skupaj z gospodarstveniki in ekonomisti, da bo lahko jih tudi v prvih 100 dneh naslednje vlade naredila, razbremenila gospodarstvo. Torej, z Janezom Janšo, da, z Robertom Golobom ne v koalicijo, ali bi pa šli v koalicijo, recimo Svobodo, brez Roberta Goloba? To je tako hipotetično vprašanje, ko res poznam vladanje Roberta Goloba, je to praktično nemogoče. Bo pa Svoboda, če ne bo zmagala volitev ali pa ne bo mogla sestaviti vlade, razpadla in so spet nove razmere. Ampak počakajmo najprej volitve. Moja naloga je, da dobi razvojna koalicija na volitvah čim večje število glasov in potem se bomo o tem pogovarjali v nedeljo po volitvah. Torej, če naredim en kratek rezime, da slišim. Recimo, da se naredi koalicija, v kateri Robert Golob ni predsednik vlade, potem Svoboda gre na smetišče zgodovine, tako kot marsikatera druga stranka doslej. To na Levici smo že večkrat videli. Tako da jaz mislim, da se bo to zgodilo. Kako pa ocenjujete to, da vas imajo za nekega urinjenca, pravzaprav za nekega tihega podpornika Janeza Janše, ki govori svojo ideologijo, vendar daje vse za Janšo? Kdo pa to pravi? Pravi ljudski glas. Pravi politični ljudski glas različnih informatorjev in dezinformatorjev. Jaz mislim, da je to lahko ljudski glas tistih, ki pač ene politične opcije, medtem ko na drugi strani lahko rečem, da zlasti obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, vaši bralci, lahko rečem, da popolnoma podpirajo to politiko Nove Slovenije v smeri razvojne koalicije in pustimo že enkrat posamezno sebe primerja, ampak dajmo se osredotočiti na vsebino, tisto, kar ljudje in gospodarstvo danes potrebuje. Pa ne samo gospodarstvo, vsi tisti ljudje, ki
so pridni, delajo, ustvarjajo. Ne? In po to vlado trpijo ravno zaradi svoje ustvarjalnosti. Torej, jaz nič ne dam na ljudski glas, ki mene ne bo volil. Torej, jaz zelo vem, kdo je target, kdo so naši volilci, potencialni volilci in kje je naš krog, okrog katerega lahko nagovarjamo. Pa tudi, veste, nisem človek, ki bi se prodal in to lahko obljubljam vsem volilcem, da Jernej Vrtovec ni na prodaj. Ja, ampak nekako ste sorodni, vsaj v nekaterih pogledih z Vladimirjem Prebiličem, recimo Razvojna kapica, potem tudi z Matjažem Hanom. Nekako se ta stališča glede gospodarstva se mi zdijo dokaj poenotena. Ker ne mislim, da je slabo. Ker ne mislim, da je slabo. Lahko rečem, da z obema jaz dobro sodelujem. Ne? S Hanom že dalj časa, smo kolega v državnem zboru, s Prebiličem smo se spoznala zlasti, ko sem bil s ministrom, pa župan Kočevja, in smo skupaj kakšen projekt v Kočevju naredila, ne? Med drugim železniško progo odprla, jo gradila. Vse je bila železniška proga, je bila že prej narejena. Je bila, ampak treba bilo to sfiniširati. Ja. To se tudi zagotoviti sredstva, to je bilo v času naše vlade. In lahko rečem, da pač ja, s temi ljudmi nimam nobenih težav, da se okrog nekaterih pomembnih točk, ki definirajo našo prihodnost, poenotimo. Ne nazadnje, to velja za vse politične stranke. Mi imamo izjemen problem zlasti pri demografiji in nizki rodnosti in tukaj je ves smisel, ker se vse konča, hkrati pa tudi vse začne. In se bi morali o tem zelo na glas pogovarjati. To bi morala biti osrednja točka, ker bi se morale vse stranke na političnem parketu poenotiti. Kajte, veste, ni ekonomije brez ljudi. In vi ste tukaj svoje oddelali, ne? Imate 3 hčere. Ja. 3 hčere. Jaz sem zdaj nad povprečjem, ne? Ja, seveda. Ja, 2,1 je potrebno, ne? Jaz zdaj 3, v redu. Ja, seveda. Vi ste nad povprečjem ste za dobrih 80%, ne? Če ima 1,3. Ja. Ampak ne, torej 100, več kot 100% ste nad povprečjem. Ampak za obnovitev naroda je potrebno 2,1, ne? Se pravi analize, ne? 2,1 nekje in sem tle šel čez, ne? Se pravi, jaz sem svoje tukaj kar že opravil, no? Tako da, ampak sem vesel, no, da imam 3 hčere. Moram reči, pridne punčke. Pa ne bi imeli še sina? Vprašanje je pa najteže po mojem današnji oddaji. Ja, dobro. Ne, sej bom dobil, ne, 3 zete, gled, sem upam, ne. Ja. Pa vse, kar pride zraven. Jaz vam želim vse najboljše pri tem. Torej, greva nazaj in vidite, s Prebiličem se da, s Hanom se da, z Golobom se ne da, z Janšo se tudi da sobivati, živeti in ustvarjati. Torej, neka koalicija se tu morda kaže, še posebej, če po zadnjem spektakularnem prestopu gospoda iz Levice v Socialne demokrate, ne, se da predvidevati neke koalicije, še posebej, če Levica izpade, da se ti glasovi porazporedijo. Se pravim, da nisem vedeževalc, pa tudi me to ne zanima, da bi napovedoval, kako se bo razmerje sil v nedeljo zvečer postavile. Lahko pa rečem, da bom šel in Nova Slovenija bo šla v tisto vlado, ki bo zagotovila razvoj na področju pač gospodarstva, ekonomije. To je potrebno zaradi naših otrok, naših vnukov, naslednjih generacij. In na drugi strani, ki bo tudi, to sem prej nisem povedal, ampak je zelo pomembno, način življenja, kot ga poznamo v Evropi, da ga bomo lahko zmogli obraniti. In tukaj je zelo pomembno, to je zelo pomembno vprašanje. Ne? Tudi, kar prej smo se dotaknili, način življenja okrog varnosti in teh dimenzij, kajti živimo res v izjemnih časih, težkih časih. Lejte, tako se nam danes dobro godi, pa se nam je do sedaj dobro godilo, se nam po vsej verjetnosti, pa ne strašim, jaz sem večen optimist, ne? Ampak bo treba veliko garati na stari celini, tudi v Sloveniji, da se nam bo tako godilo tudi v bodoče. Napovedujete davčne razbremenitve. Tako je. Tudi socialno kapico. Tako je. Torej, nekaj denarja v javnih blagajnah zmanjka. Odkot prinesti, kako pokriti ta primanjkljaj? To je ključno vprašanje. Absolutno to ključno vprašanje. Najprej moramo videti dimenzijo
porabe te vlade. Ko sem bil jaz minister, smo imeli proračun nastavljen na 14 milijard evrih. Ne? Zdaj je ta proračun velik 18 milijard evrov, z 2 milijardama evrov deficita korakamo. Ne? Ja, ampak je pa Boštjančič je pa povedal, da je manjši. No? Je pa zadovoljen s tem, ker je planiral še večjega. Tako. Ja, hvala, gospod minister. Ne? Super smo. Ampak hočem povedati, ali zaradi tega, ker je država bolj potratna za 4 milijarde evrov v 4 letih. Bolje ali slabše živimo, kaj imajo ljudje od tega, kaj ima od tega gospodarstvo. Ampak javni sektor živi bolje. Ne. Javni sektor pa verjamem, da živi bolje. In če pogledate plače, poprečne plače v javnem sektorju in primerjate s plačami v realnem sektorju, ugotovite, da so te večje v realnem sektorju, v javnem sektorju. Ja. Lejte, absolutno bo treba nekaj narediti tudi na javni porabi. Tisti, ki danes pravi, da naša javna poraba ni prevelika, ta zavaja in kupuje glasove v javnem sektorju. Mi imamo 7000 več zaposlenih v javnem sektorju v zadnjem obdobju Golobove vlade. Na zadnje so ustanovili zavod za sodobni ples. Jaz verjamem, da pod Svobodo se rado pleše. Pa verjetno ste tudi vi dober plesalec. Postavo že imate tako. Ne, moram povedati, da nisem plesalec, to pa ne znam. No. Lahko igram nogomet učinkovito, lahko tečem 42 km, ni problema, ampak plesu se pa kar malo izogibam. No. Ok, to je ekskurs. Ja, se prav. Ampak drugače, mi ustanavljamo določene zavode, financiramo nevladne organizacije, pa pustimo gasilce, Karitas, Rdeči križ, ampak financiramo v nekaj, kar je vreča brez dna, zaradi tega, da je to podaljšana roka leve politične opcije, ki pomaga zmagati volitve. To je vse res. Zdaj se financirajo z 1% od dohodnine. Jaz sem bil v Združenih državah Amerike in sem bil na eni levi civilni organizaciji, ne? In sem jih vprašal, kako se vi financirate zdaj, ki je Bidenova vlada, ki je še Biden. Pa ste rekli, vse z donacijami ljudi. Zakaj pa se v Sloveniji, naprimer, naše organizacije iz Metelkove ne financirajo z donacijami ljudmi? Pa da vidimo, koliko jih imajo. Zakaj mora biti to iz proračuna? Ampak to verjetno, če ti narediš seštevek vseh teh proračunskih dotacij, je to veliko, ampak še zdaleč ne. Še zdaleč ni, ampak tukaj se vse začne in vse konča. Ja, in konča se pa tudi pri merjenju učinkovitosti našega javnega sektorja. Torej, če vas prav razumem, povedali ste, da je državna poraba narasla za 4 milijarde. Tako je. Da je šlo večino tega v različne dotacije in predvsem v plače. Ali to pomeni, da če želite zmanjšati, da boste tudi zmanjšali plače javnega sektorja, in če govorite o učinkovitosti, ali to pomeni tudi se od nekoga posloviti v javnem sektorju? Ne, plače je nesmiselno zmanjševati, ne? Ampak je potrebno narediti, da bojo v realnem sektorju plače rastle. Ne? Tudi skozi. Ampak s porabo nisi potem. Čakajte, ja, lahko. Ne? Na drugi strani pa imamo pri porabi absolutno, ko mislim merjenje učinkovitosti v javnem sektorju, pa ne med medicinskimi sestrami, zdravniki, ampak tudi v ožji javni upravi, najprej začeti z manjšim številom ministrstev. Iz 22, tako kot jih je že zdaj, ne, je treba to skrčiti na 16, 15. Ne. Je treba to skrčiti, tukaj se začne in ne nazadnje konča tudi pri temu, ko se meri učinkovitost, kdo so dobri zaposleni v javni upravi, kdo niso dobri, kdo opravijo svoje naloge, kdo ne opravijo, kajti mi imamo tudi v javni upravi dolge in preveč dolge postopke pri pridobivanju različnih dovoljenj. In tam se vidi, da je recimo naš javni sektor v mnogočem neučinkovit. Se pravi, ja, lejte, priložnost v realnem sektorju so priložnosti izjemne. Ne? Podjetniki potrebujejo dober kader. Se mi zdi, da nekako ne da se izogibate odgovorom, da greste skozi jezika reči, da bi koga v javnem sektorju tudi dejansko odpustili. Tisti, ki so neučinkoviti v javni upravi, bi morali iskati priložnost kje druge. In jih temu spodbuditi. Da? Jaz mislim, da bi bil potem zadovoljen vsak, ne? Tako zaposlen, ki bi bolj učinkovit lahko kje druge, kot tudi proračunska poraba je bila manjša. Pa verjetno tudi v javnem sektorju, verjetno ljudje, zaposleni uslužbenci, ki želijo delati, ne bi imeli nič proti, če kdo, ki duši, odide. Pa njihov sodelavec. Točno tako. Sam sem bil na ministrstvu
in sem bil s tem soočen skoraj vsak dan, ne? Ker nekdo, ki ni želel opravljati svojega dela, ne, je te naloge mogel prevzeti njegov sodelavec in je nastala večna težava, ne? Ker nekdo je delal naprimer 10 ur, nekdo pa 3. Ampak imamo pa javnem sektorju odpreti eno diskusijo in sicer so nekateri potrebni poklici, ki so v javnem sektorju in so tudi pod to vlado najbolj nastradali, tudi s spremembami plačne lestvice, niso nič na boljšem. In tukaj govorimo zlasti o skupini J, ne, te, ki imajo najnižje plače. To je treba spremeniti, ne, kajti mi res rabimo medicinsko osebje, potrebujemo vzgojiteljice, varuške, ne, v vrtcih in potrebujemo v domih upokojencev ljudi, ki skrbijo za naše starejše. Ampak, ko govorimo o javnem sektorju, dajmo se osredotočiti na učinkovitost, imeno učinkovitosti v javni upravi. Ne? V tem, kar jaz poznam, pa vam povem, da tukaj se da meriti učinkovitost po posameznih ministrstvih, tudi po upravnih enotah. Lejte, zame je nesprejemljivo, da neka investicija stoji in se vleče za strateško investicijo države zaradi neučinkovitosti par javnih uslužbencev. Je pa tule še ena stvar, ki se nisva dotaknila. Tako finance, pa tudi vi, tukaj smo poenoteni gotovo, si želimo uspešnega gospodarstva, ki bi bilo razbremenjeno marsičesa. Po drugi strani pa je treba pogledati v ogledalo. Gospodarstvo dobiva od države razmeroma veliko subvencij. In to so številke, ki gredo v višave. Lahko govoriva, se da podatke tako ali drugače interpretira, ampak recimo, da lahko govoriva o milijardi na leto. To je velik znesek. Ja, zelo je. In če podpirate gospodarstvo in če ste za razbremenitev gospodarstva, ne nazadnje je to ena in ista vezna posoda, ali bi vi zmanjšali subvencije gospodarstvu, ki pa jih Levica rada podpre, zato ker gospodarstvu je treba po logiki levih strank pomagati. Ali gospodarstvo v bistvu potrebuje pomoč? Zakaj potrebuje gospodarstvo? Mir in predvidljivost. Ne pa božičnico oktobra napovedati. Gospodarstvo bi sprejelo božičnico, če bi to nekdo rekel eno leto prej, ko bi delali finančne plane, načrte, da bo treba dati božičnico. Če se pa predsednik vlade spomni oktobra, da bo božičnica, pa logično je, da so ljudje in gospodarstvo v stiski. Kar se pa tiče subvencij, smo na milijardi. Recimo, da lahko prideva do te. Lahko. Ja, pa še preko drugih porabnikov lahko še več. Ne. Jaz sem načeloma proti subvencioniranju gospodarstva. Kmetijstvo treba izvzeti ven, zaradi tega, ker govorimo tudi o prehrambeni varnosti v Sloveniji. In če nismo te sposobni zagotoviti, potem nismo nobene varnosti sposobni zagotoviti. Ampak kar se pa tiče subvencioniranja gospodarstva, te subvencije ne smejo biti potuha, kar so pa mnogokrat sedaj. In lahko rečem, da sem govoril v preteklosti z nekaterimi gospodarstveniki, ki nikoli ne pridejo do subvencij, zaradi tega, ker so z nekih drugih branž, imajo pa te subvencije kot neko krivico, ki se njim godi, zaradi tega, ker rečejo, pride nek tujc, neka multinacionalka, odprli bojo nov obrat, v tem obratu sploh ne bo Slovencev zaposlenih, dobijo pa nekaj 10 milijonsko subvencijo. Se pravi, jaz sem proti temu, da se talijo subvencije na takšen način, kot se ta trenutek talijo v državi, ampak ne gospodarstvo dobi spodbude preko na drugih področjih, tudi z nižjim DDP-jem, davkom dohodka pravnih oseb, drugače razporejenim, kajti politika subvencij je na dolgi rok neučinkovita. So pa nekatere subvencije vendar pripomorejo k nekim spillover efektom. Smakne. Ja, recimo tiste subvencije, ki spodbujajo visoko tehnologijo, nek prihod novega znanja. Ja, pa so naštimane tudi, da so zaposleni tukaj naši inženirji, pa tako naprej. To je v redu, da dobre kadre zadržimo tudi tukaj s temi start-upi, karkoli. To je v redu. Kaj pa Novartis, recimo, ali pa Lek? Ali pa Revoz. Zdaj pa vejte mi, kdo je danes, kakšna je kadrovska slika v Revozu? Kdo je zaposlen v Revozu? V Revozu so zaposleni tudi domači inženirji, vendar je veliko dela iz tujine. Iz tujine. In nov obrat električnega Twinga.
je večinoma delovne sile iz tujine, ne pa domačih. S tem, da smo dali 40-50 milijonov evrov subvencije, se pravi v podjetje, ki ne bo zaposlovalo naših ljudi, veste pa, da mi imamo problem s kadri v državi, ne? Da podjetniki govorijo ni kadrov. Torej, zakaj? Razumem, da je bil Matjaž Han tukaj v enem precepu, ker je pač predsednik vlade rekel, da to treba tako narediti, ne? Zaradi povezav s francoskim predsednikom in morebitnimi grožnjami, da bo potem Revoz šel ven iz države. Ne? Ampak jaz mislim, da so določene subvencije, ki se kotalejo, nesmiselne in da bi bilo sistem subvencioniranja potrebno prevetriti. S tem se strinja tudi gospodarski minister Han in tudi tu sta poenotena. Super, bravo Matjaž. Lepo. Se Matjaž je podjetniška duša, ne? Mislim, se je podjetnik. Ne? Seveda. Torej, tu bi šli v rezanje subvencij gospodarstvu. In gospodarstvo tega, še to povem, gospodarstvo s tem ne bi v ničemer prizadeli. Še posebej, če zmanjšaš neke obremenitve, je to enakomerno razporejeno. Tako, povejte mi, kaj pomeni nekemu mizarju iz Savinjske doline to, da ima na voljo koliko subvencij, ki nikoli do njih ne pride. Sej ni samo stvar v tem. Ne? Problem je tudi v tem, kot je rekel ameriški predsednik Reagan, ki ga pri nas seveda ne častimo. Se je ne nazadnje ameriški predsednik bil. Ne? Ja, že to je problem. Že to je problem. Ne? Pa še nekatere politike imel, ki so seveda problematične za Slovenijo. Ampak je pa rekel, da kako naj podjetnik razmišlja v subvencijah, če jo dobi njegov konkurent in mu potem zaradi subvencije vzame delavca. Je to fair? Ni fair. Ni fair, no. In jaz zaradi tega sem rekel, da bi bilo treba tukaj to krčiti, oziroma ne bom rekel ukiniti, ampak prevetriti to, kar imamo mi recimo Spirit. Se smo imeli par afer ta mandat zaradi tega Spirita. A se subvencija dobivalo eno podjetje, ki ga država na eni strani kaznuje preko inšpektorata, na drugi strani dobivajo pa te iste države subvencije. Potem neko podjetje tudi strankarsko povezano. Lejte, tukaj noter je ogromno manipulacij potem, kdo dobija te subvencije. Podjetja potrebujejo predvidljivost in davčno razumen okvir in bojo vsi podjetniki zadovoljni, verjemite. In če sva že pri podjetništvu in gospodarstvu, dajva se še dotakniti vašega resorja in še vedno razmišljamo o vas kot človeku, ki se spozna na infrastrukturo in gradbeništvo. Gradbeništvo je vedno nevarno, ker ima ogromno vez s politiko. Logično, država je največji investitor, gradi ceste, gradi železnice. Vendar tukaj je lahko veliko kaosa. Gradbeništvo ima časopise, gradbeništvo ima dostop do medijev in vse to. Po drugi strani pa smo za gradbeništvo, tako da se te investicije razmažejo, da je pipica stalno odprta, temu se reče neko zlato pravilo investiranja, da lahko dejavnost mirno teče. Kako vi gledate na gradbeništvo danes? Zgubljamo čas za pretirano birokracijo, Bela krajina, govoriva tudi o koroški modelu, tretje razvojne osi in tako naprej. Prva najprej birokraciji. Birokracija. Velika katastrofa. Jaz sem povedal, da sem kot minister zgubil živce, ker sem imel recimo z državnim zavodom silne težave, naprimer pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za en odsek Podravske avtoceste od Ormoža do Ptuja, hitre ceste. Zdaj se gradi, ampak državni zavod nasprotuje dvema ministrstvoma in meni in okolju takrat. In se ni dalo premakniti teh uradnikov nikamor, delali so študije zaradi ptičev. Trpijo pa ljudje. Zaradi tega, ker se te projekti ne izvajajo, v bistvu je velika gospodarska škoda se dogaja. Kar se tiče še birokracije, recimo Dolenjska, tretja razvojna os jug. Žalostno, da iz Metlike človek posameznik pride prej v Zagreb kot v Ljubljano, da ta del ni povezan. Mi smo začeli pridobivati gradbeno dovoljenje in je bilo že izdano, od Novega mesta mimo Revoza proti Krki, pa potem proti Gorjancem. Potem pa se je ustanovila neka civilna iniciativa. Zaposlena vodja te civilne iniciative je zaposlena
v našem javnem sektorju, na enem izmed ministrstv, uslužbenka. In se ne bo dalo In priti. se ne da prideti zaradi te civilne iniciative, ki je pritrdilo potem tudi pravno sodišče, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za ta del 3. razvojne osi, je civilna iniciativa izpodbila umestitev trase, ki je bila pa umeščena 2012 leta. In upravno sodišče je to tej civilni iniciativi priznalo, da je imela prav. In zdaj pa vi meni povejte, umeščanje se je že zgodilo, vse se je zgodilo, takrat civilne iniciative ni bilo. In s tem smo podrli mi celoten koncept pridobivanja gradbenih dovoljenj za strateške projekte na glavo. Torej država spotika samo sebe to isto potem trpijo ljudje s tem, da se bomo še dolgo let vozili. Mi rabimo tukaj, bom pošten povem, mi rabimo tukaj ustavni zakon o strateških investicijah in umeščanju strateških investicij. Enostavno, mi moramo te investicije zagnati, drugače ne bomo nikoli prišli do optimalne razvitosti in povezanosti države. Pa predstavljajte si, da gremo mi graditi drugi blok nuklearke. Ali pa hitro povezavo, železnico ali pa cesto Ljubljana-Maribor. Brez ustavnega zakona za te strateške investicije, se pravi, da ne bojo civilne iniciative iskale osebnih koristi, to je problem, tudi osebne koristi, brez neke zakonodaje, ki bo ostalo zakonodajo porezala, kot jo je ZUJF, ne bomo prišli do tega, da se bi postopki začeli hitreje. 3. pas Domžale Ljubljana. 2020 sem jaz to začel. Sem bil prepričan, da zaradi tega, ker gre samo za 3. pas, da ne bo tako dolg postopek, ker je še vedno vse to avtocestni svet, cestni svet. Da je vse noter, lepo vas prosim, oglasili se je NIJZ, kot stranski udeleženec, oglasili se ribiči in potem je presoja vplivov na okolje potekala 2 leti. 2 leti so presojali. In šele zdaj se je to začelo potem graditi. Ali pa umeščanje drugega železniškega tira proti Kranju. To poteka že 12 let. Nikamor ne pridemo. Kaj bi vi prej, kaj je bolj strateško? Med dvotirno železnico proti Kranju in potem proti Avstriji ali novo železniško povezavo Ljubljana-Maribor? O tem se veliko govori. Oboje je potrebno. Mi z železniško infrastrukturo zaostajamo, ampak sporedno treba pa tudi širiti naše avtoceste. Tisti, ki govorijo s to krilatico, prihajajo zlasti iz levega pola, tovornake na vlake, v Sloveniji se tega ne da. Kaj bomo pa dali? Kakšnega že? Kakšnega že, ampak kako to zgleda pri naši Luki Koper ali pa pri Luki Trst, ne gre. To ni toliko enostavno, kajti mi imamo ogromno tranzita. In ta tranzitni promet, eno je iz Luke Koper dati nekaj na vlake, toliko več, ni težave, ampak tranzitni promet iz Madžarske proti Italiji, tej tovornjaki tukaj bojo in vedno več jih bo. In bo treba pač spremeniti, širiti naše avtoceste, ne bo šlo drugače. Pa najprej zgradi tiste, ki jih ni, ne? Ja, najprej zgradi tiste, ki jih ni. Čeprav bomo pošteni, 3. pas Postojna Maribor bo to dejstvo in ljubljanski obroč, širitev ljubljanskega obroča tudi. Ne pristajam na to zgodbo, več kot bo pasov, še več bo potem prometa. Ja, logično, da ga bo, Pa se prav, da ga bo. To hkrati pomeni razvitost. Če imamo mi tranzit, to pomeni tudi razvitost. Jaz tega ne razumem te krilatice, da vzpostavljanje novih kapacitet avtomatično poveča promet. Mogoče v deloma res, ampak mi že dolgo nismo zgradili kakih avtocest, promet pa se je kljub temu povečeval. Se je logično. Pa seveda se povečuje. Kljub temu, da nismo naredili novih avtocest. Jaz tudi ne razumem te krilatice, ker če ne bi bilo avtoceste, potem pa prometa res ne bi bilo. Ja, da se razumemo. Zaradi tega je to neka ideološka špura, ki se pelje in na Trgu Republike je predsednik vlade imel kartonček. Širitev avtocest pa predsednik vlade dal rdeče. Tega jaz ne bom delal. Ampak ujetniki smo te zelene ideologije, ki bremeni naš razvoj. Smo. Se, hvala Bogu, v Evropi stvari zaradi tega tudi spreminjajo. Ampak začelo se je z zamaški, drugo z avtocestami in tako naprej. Pa s tako imenovanim zelenim dogovorom. Kar se tiče železnic, potrebujemo hitro železniško povezavo Ljubljana-Maribor. Koliko to stane? Koliko stane to? To vi veste.
O koliko milijardah se pogovarjava? Stane več milijard evrov, ne, zagotovo. Zdaj ne bom govoril o številkah, ampak ker ta projekt ni niti zarisen, niti ni izmerjen, se to težko govoriti tako na palec, koliko je stane, ne, ampak država je prav, da se vpraša, koliko je stane. Ampak stane pa tudi to, da mi zagotovimo ljudem, ki tukaj živijo, bivajo, ustvarjajo kakovostno življenje. In pri tej naši železniški infrastrukturi, ki spominja na muzej na prostem, so potrebna dodatna vlaganja. Enostavno brez tega ne bo šlo, da bi lahko razvijali enakomiren tudi regionalni razvoj in dodatna vlaganja v gospodarstvo. Ne nazadnje tukaj prihaja do različnih multiplikatorjev s temi infrastrukturnimi investicijami, tudi za naše gospodarstvo. Ampak gledajte, če imaš ti neko gradbeništvo, kar je prav, da ga imamo, in prav je, da nekako implicitno se favorizira domače gradbenike. To je posod po svetu. To je posod po svetu in tukaj se... Če pa imaš toliko investicij, da gradbeništvo nima dovolj kapacitet, kaj pa potem? Se ne nazadnje je potem tudi to problem, za katerega ljudje trpijo. Če se te investicije razmaže na tak način, da preprosto ni, ker gradbeništvo nima kapacitete, zaradi česa rastejo cene in tako naprej. Pa jaz mislim, da ta trenutek je pri domačem gradbeništvu, pa ne, sem bil jaz minister, pa smo imeli recimo 1 milijardo evrov investicij na ministrstvu, oziroma na direkciji za infrastrukturo, da bom bolj natančen, ostalo še DARS in je slovensko gradbeništvo zmoglo. Ne. Seveda, da nekje so te absorbijske zmožnosti, pač so navzgor omejene, to dejstvo. Nimam pa ta trenutek podatkov, da bi lahko to predvidel. Vidim pa, da se ministrica Bratušek večkrat sreča z vsemi slovenskimi gradbinci, z nekaterimi tudi praznuje obletnice, nič narobe. Ampak verjetno, da se pogovarjajo o tem, ne? Ali lahko zagotavljajo dovolj delavcev, dovolj kapacitet na gradbiščih, da stvari grejo naprej. Ne? Zdaj, jaz pač teh podatkov nimam, ne? Zdaj 4 leta nisem na resorju. Ampak takrat v mojem času je se to dalo zagotoviti in tudi zaradi tega, kar smo prej odprla. Ne? Lejte, zdaj ne bo šel slovenski gradbinc v Avstrijo pa pridobil posla, niti ne v Italijo. Ne? Tega, kaj bi lahko šel zašvasati, ne? Pa mogoče kakšen tlak odspoložiti. No? Tako je, nekaj, kar ima nizko dodano vrednost. Ampak multiplikator v gradbeništvu je zelo velik. 2,5-kratnik so meni računali iz gospodarske zbornice v mojih časih. In takrat v času COVID-a jaz rekel, da absolutno treba zagledati gradbene projekte. Investicije in tudi drugi tir, da ga gradi domačin, je pozitivno. Zelo pozitivno. Verjemte. Je pa ta sprega med politiko in gradbeništvom na nek način misteriozna, pa tudi fascinantna. Ne, da recimo neki gradbinec oziroma javni človek, ki dela v javnem podjetju za javno infrastrukturo, povezano z avtocestami, organizira pri sebi doma sestanek med Milanom Kučanom in Robertom Golobom. Ne vem, ali je to res, ali je to čenča. Gre pa za človeka, čigar primek lahko povezujemo z ribolovom ali ribogojništvom. Kakšen je vaš komentar? Ta sprega politika... Jaz spominjam na eno pesemco ribič, mejev, ne? Ta sprega je zaradi tega, ker pač je večinoma javnih naročil, ali pa to sodelovanje, ali pa more biti sodelovanje, tudi zaradi tega, ker je večinoma javnih naročil oddanih preko državnega DRSI-ja, pa DARS-a, pa tudi največji inženir v tej državi, ne, je DRI, ne, s katerim naši gradbinci potem morajo sodelovati. Ne. To je bilo in to bo enostavno. Je pa prav, ne, da so stvari niso predimenzionirane, ne, in da tukaj bdi večji nadzor tudi državnega inženirja nad gradbenimi projekti. To moram povedati, da nimam podatkov ta trenutek, kaj se dejansko dogaja. Lahko pa rečem, da je to, da gradijo slovenski gradbinci našo infrastrukturo, da je to doprinos gospodarski rasti. Zaradi tega, ker dobivamo multiplikator večji, kot če pride tujci. Če pridejo sem Kitajci, verjemte, da ne bojo niti kile betona vzeli od nas. Ne? Bo pa mogoče cesta hitrejša?
če bodo vsa dovoljenja? Mogoče, da bo hitrejši, ampak mi živimo določeno kulturo, človekove pravice spoštujemo v Sloveniji. Ne? Predstavljajte si, da bi tukaj Kitajci gradili. Jaz sem proti temu. Dobro. Absolutno. Zato jaz sem tudi naredil vse, da na drugem tiru niso nastopili. Se pravi, treba spoštovati na drugi strani gradbeno stroko, ki jo imamo v Sloveniji, je zelo močna. Seveda, da so potem apetiti hitro večji, če pač ni nekega nadzora in če je ta sprega preveč politična. Potem pač tega nadzora ni in prihaja do preplačil. Ne? Ampak jaz lahko rečem, da ne bom sodil kaj danes, ker imam premalo podatkov. Ne želim biti politikanski, pa reči vsi kradejo, ker to ne bi bilo meni podobno, ampak bi lahko resno presojal, če bi imel več podatkov. Lahko pa rečem, da sem se jaz z gradbeništvom veliko ukvarjal, ko sem bil minister, da smo skrbno pregledovali vse, kar se je dogajalo, glede aneksov, glede javnih naročil in tako naprej. Prihaja na vzkrižje, seveda prihaja do navzkrižji, ko DRI oceni nek projekt na 100 enot in potem pride ponudba na 160 enot in takrat je problem. Je pa tole, je pa zanimivo, nekateri moji kolegi, tudi sami jih verjetno dobro poznate, pravijo, ja, druga cel predora Karavanke, nekdo dobi posel in potem pa v povezanem podjetju tega gradbinca kar na lepem izide kolumna Tine Gaber, soproge predsednika vlade. To se mi zdi malo preveč pogumno tako direktno povezovati. Bi pa vas vprašal za konec tole. Ali ste to kolumno od gospe Tine Gaber prebrali? Ne. In tudi ne mislim. Zakaj ne? Se mi zdi nesmiselno, da se ukvarjam s Tino Gaber. No? Jaz se ukvarjam z resnimi stvarmi, ne pa strači in čenčami. Upam, da ne bo na nacionalni televiziji vodila predvolilnih soočenj ali pa odmevov. Se malo šalim, ne? Ampak v bistvu šlo je predaleč. No? Ta nepotizem je šel malo predaleč. No? Zdaj, jaz ne vem, kaj vidi predsednik vlade ali pa strategij v Gibanju Svobode pri tem. Verjemite pa, da če bi moja žena ali pa žena kakšnega drugega prvaka stranke pisala že strokovne kakšne stvari, na takšen način bi bil viking krik. Ampak to govorite o politikih. Ampak na levici je to dovoljeno. Hočem reči, to je pa neokusno, zaradi tega jaz Tračev res ne berem in Tina Gaber piše kamorkoli. Jo ne poznam, jo spoštujem kot vsako žensko, kot vsaka človeka. Tako da želim vse dobro in naj lepo piše še naprej. No. A za finance tudi kakšna bo kolumna? Za Tino od Tine Gaber? Nismo dobili še take ponudbe. Ampak kaj ima od tega, od kolumne Tine Gaber, gradbinec? Ne poznam razmeri. Poznate jih zelo dobro, gospod Vrtovec. Ja, to so vaše domneve. Ampak lahko rečem, poznam razmeri, da jih, ampak na podlagi javnega poročanja, kaj ima od tega gradbinec, ne vem. Lahko samo sklepam, ampak nisem tukaj za ta. Jaz mislim, da lahko sistem ustvari neko, v strokovni terminologiji si ustvarja naklonjenost. No. Goodwill, neki goodwill, ki si ga lahko prevedemo v tem kontekstu kot dobro voljo. Lahko gre samo za malce več naklonjenosti, dobre volje, brez neke vezene trgovine, recimo. Ampak gre za dobro voljo, pa potem dobro večerjo nekje, kolikor želite. Ampak prikirno, recimo prikirno. Ampak dajte še to, s kom se rajš ukvarjate? S Tino Gaber ali Milanom Kučanom? Jaz se rad ukvarjam s pomembnimi stvarmi, ki se tičejo te države. Ali hočete povedati, da Tina Gaber in Milan Kučan nista pomembni osebi v slovenski realnosti? Sta, ampak, torej po tej logiki se morate z njima ukvarjati. Ampak ne zame. Ne. Sta za določen političen pol, ne pa zame. Lahko pa rečem, da še enkrat povem, cenim vse ljudi, njihov prispevek, delam pa jaz nekaj popolnoma drugega in drugačnega, ki bo definiralo
lepšo in boljšo našo prihodnost. In se ne oziram ne na Tino Gaber in ne na druge ljudi, ampak predvsem na to, kaj ta država potrebuje. Jaz vam pri tem želim veliko sreče, hvala za vaš prispevek in lepo se imejte. Tudi vi in hvala vsem gledalkam in gledalcem ter bralcem Financ.